V Zavrču potekala prva tekma 25. kroga, domača ekipa je pričakala ekipo Domžal. Oboji še brez zmage v tem drugem delu prvenstva, Zavrč pa ima izjemno dobro statistiko in bilanco proti Domžalam. Tule v Zavrču namreč še niso izgubili. Prvi strel za Kuzmanja daleč, odlična obramba Raniloviča, ki je žogo odbil v kot, potem pa lepa žoga Jaroviča proti Manceju. Preigraval je Antonijo Mance, lepo se je znašel in iz igre vrgel branilca Zavrča, takole pa premagal še vratarja domače ekipe in popeljal Domžale v prednost 0:1. Odličen zaključek za Antonija Manceja, po lepem preigravanju in temle strelu je bil premagan Ranilovič. Do konca prvega polčasa še dve obetavni akciji, najprej v 20. minuti po slabo izbiti žogi Domžal do velike priložnosti Karamatič. Odlična obramba tudi Maravala, ki je tokrat rešil domžalska vrata. Še zadnja akcija prvega polčasa, žoga pred vrata, do žoge je prišel najprej Jarovič, ki je preigraval in podal na drugo vratnico, Manca je streljal, ampak izjemno se je izkazal Ranilovič, tudi Balkovec pa je kot zadnji zgrešil in ostala je pri prednosti 0:1. Drugi polčas in prva kombinacija za goste, podaja z desne, tokrat Alvirja, visoko v skoku, najprej Mance, potem pa Vuk do dute žoge, a tokrat je Slobodan Vuk streljal direktno v naročje vratarja Raniloviča. Še ena kombinacija za Domžale, žoga pred vrata in po napaki v završki obrambi je streljal Repas in priboril le kot za goste. Še zadnja akcija tekme, kot za Zavrč, in tole je bila njihova najnevarnejša akcija v tem drugem polčasu, bili so nenevarni in Domžalčani so zmagali, dosegli pomembne 3 točke, zdaj so še vedno tretji in imajo nekoliko lepšo prednost pred Gorico oziroma Zavrčem. Tukaj je vedno neverjetno težko, ko dodamo še razmere, kjer je igrišče na robu tega, da je regularen. Mi te težave, ki smo jih imeli, nismo to jemali kot težave, ampak kot nekaj, kaj moramo rešiti, enostavno se soočati s tem izzivom in smo šli z vsemi razpoložljivimi močmi, z eno veliko energijo, eno ogromno motivacijo in tako tekmo smo na ta pristop tudi dobili. Jaz sem neizmerno vesel te zmage, ki nam pomeni ogromno in tudi fantom pokaže, da vsak problem, ki je predstavljam, da ni potrebno jokati, ampak samo rešitve najti. Pa ne, mi smo se pripremali za utakmico. Mi smo se pripravili za tekmo, da jo dobimo, na našo nesrečo smo po napaki dobili prvi gol in tekma se je usmerila v smer, katere nismo želeli. V polčasu smo ukrepali in želeli smo bolj napadalno igro, v tem pa nismo najbolje uspeli, nasprotnik se je branil odlično. Imeli smo nekaj situacij s prekinitev, kjer pa nismo najbolje odreagirali. Na koncu pa, če ne zabiješ gola, je treba nasprotniku čestitati. Protivnik se